Spoštovani gledalci televizije Exodus, spoštovani vsi, ki sodelujete in prisostvujete tej televizijski oddaji, naj velja za vse, še postni pa že velikonočni pozdrav. Naš pesnik pravi: prijatelj, veliko moraš pretrpeti. Da le to spoznaš, kdo hoče ljubiti živeti, mora v srcu ubiti laž. Veliko moraš pretrpeti, da to spoznanje pridobiš, kdo hoče ljubiti živeti, mora poljubiti križ. Vstopili smo v čas, ko spoštovanjem poljubljamo križ in se poglabljamo v skrivnost Kristusovega in tudi našega trpljenja, in temu je posvečena tudi ta meditacija ali ta govor. Greh so do nedavna poznali ljudje vseh časov in vseh generacij, celo pogani ga poznajo kot temno stvarnost in njihove včasih nečloveške in krute daritve dokazujejo zavest njihove krivde in greha ter željo, da bi se ga osvobodili. Toda danes je greh za mnoge samo še beseda v slovarju. Na pragu prejšnjega stoletja je nemški filozof Friedrich Nietzsche zavpil: "Vrzimo greh ven, vstran od sveta." Od tega greha, od tega klica ali krika je minilo dobrih 100 let in v tem stoletju se je njegova misel razbohotila v globino in širino vesti mnogih ljudi, tudi kristjanov. Kmalu za tem Nietzschejevim krikom ugotavlja francoski krščanski mislec, spreobrnjenec Gabriel Marcel, da o grehu govorijo samo še pridigarji, da jih nihče ne posluša. Svojemu znancu, duhovniku je pisal: "Če hočeš vernike uspavati, začni govoriti o grehu. Če pa jih hočeš izgnati iz cerkve, začni govoriti o smrti ali peklu." Za tem mislecem priznava duhovni pisatelj Daniel Robs, da smo izgubili čut za greh, zato ne prenesemo več nobenih zapovedi, tudi božjih ne. Papež Pij XII. Je leta 1946 izrekel tiste znane besede: "Največji greh današnjega človeka je, da greha več ne prizna in spozna." Za Pijem XII. Je francoski književnik, diplomat, član Francoske akademije znanosti in umetnosti Paul Claudel pisal svojemu znancu, tudi pisatelju, Nobelovemu nagrajencu Andreju Žitu: "Nekaj drugega je grešiti z žalostjo priznati, da delaš dobro, v želji, da se poboljšaš, nekaj drugega pa je prepričevati se, da delaš dobro, ko grešiš. Greh zagovarjati in se z grehom celo ponašati. Delati zlo in biti prepričan, da delaš dobro, delati zlo in se s tem hvaliti, biti celo na to ponosen, to je pravo zlo, ki se širi dandanes med ljudmi." Naj še omenim francoskega filozofa in pisatelja Jean-Paul Sartra, ki je zapisal: "Če Boga ni, je vse dovoljeno." Ta stavek si je sposodil od Dostojevskega, a je naredil korak še naprej v svojem ateizmu, da ne samo, da Boga ni, marveč Bog sploh ne more biti, dokler sem jaz, človek. Ni več dobrega ne zla, ni ga, ki bi mi zapovedoval, ker sem jaz sam človek. Človek je svoboda, zato je odgovoren le sebi. Tako ta mislec. Po časovnem redu sem navedel mislece in pisatelje, verne in duhovne in neverne, da bi spoznali, kako greh ali zlo rodi še večje zlo. Kako resnična je beseda Svetega pisma: prepad izziva novi prepad. V tem je prekletstvo vsakega greha, vsakega zla, da zlo iz zla rodi še večjo žetev, kako je zapisal Shakespeare v svojem Hamletu. Zanikanje greha rodi še večji greh. Danes je za mnoge greh samo še pomota, napaka,
ponesrečen značaj, spodrsljaj, bolezen, dedna obremenjenost ali vpliv okolja in javnega mnenja. Vse drugo, samo greh ni več greh in to je usodna zmota. Kaj je torej greh? Spomnimo se svetopisemskega poročila o prvem grehu Adama in Eve v raju ali o Kainu in Ablu, temu bratomoru. Pomislimo na zgodbo o babilonskem stolpu, o Sodomi in Gomori, o Davidu in njegovih pacih. Prikličimo si v spomin Jezusova srečanja z grešnicami ali grešniki in vse do danes, do vsakega izmed nas. Vsak ima svojo zgodbo o svojem grehu. Lažniki bi bili, če bi trdili, da nimamo ali ne poznamo greha. Kaj je torej greh? Najprej, greh je človekovo hudodelstvo zoper samega sebe. Greh je skrivnostno dogajanje v moji notranjosti. To so mračni trenutki, ko se v meni zamajajo tečaji osebnega, nravnega ali moralnega življenja, ko doživljam potres vesti, ko sem na meji dveh svetov, dovoljenega in nedovoljenega, ko sem na razvalinah svojega svetišča, svojega Jeruzalema. Moj greh je razkroj moje osebnosti. Greha kot temno dogajanje ne morem opisati, samo v prispodobi se lahko izrazim. Greh je padec z višin Božjega otroštva, iz Božje bližine pod dostojanstvo in čast človeka. V trenutku greha sem kako izgubljen sin, kako izdajalec Juda, sejavec smrti, prodajalec Boga za svetleče srebrnike. Greh je odtujitev samemu sebi in vsemu, kar me obdaja. Pred grehom sem bil v prijateljstvu in bratstvu z vsemi stvarmi in ljudmi. Vsem je bilo domače, od vsega sem se čutil nagovorjenega. Pri vsaki stvari sem bil doma. Po grehu pa vse molči, kakor da me nihče in nobena stvar ne pozna. Med menoj in med stvarmi je nastal razkol. Zdi se mi, da vse kaže s prstom za menoj po mojem grehu. Po grehu me kakor Kaina prevzema občutek, da me vse preganja in me hoče ubiti. Vendar takoj moramo dodati, da greh, tisti hudi, smrtni greh, ni vsaka malenkost. Smrtni greh je res nekaj smrtnega, silnega, strašnega, premišljeno hotenega. Naš filozof Janez Janžekovič je rekel, greh je nekaj pošastnega, zato pa tudi nekaj redkega. Drugo, kar lahko rečemo o grehu je, da je to človekovo hudodelstvo zoper Boga in Božji red. Z grehom si prisvajamo tisto, kar ni naše. Smo kakor krivični oskrbnik v evangeliju, ki je naredil svojemu gospodarju veliko škodo. Uničenje in razdiranje vseh mojstrovin na svetu, ki sta jih ustvarila človeku duh ali roka, vse barbarsko podiranje spomenikov ne bi bilo nič v primeri z moralnim razdejanjem in krivico do Boga, ki jo povzroča greh. Greh je atentat na Boga, je ponovno križanje Gospoda. Pomislimo samo na vero, ki ni le izpopolnjevanje zapovedi, marveč osebni življenjski odnos do Boga. Vera je soživljenje z Bogom. Greh pa je zavrnitev ali odslovitev Boga in obrat k stvari. Stvar postane naenkrat več kakor stvarnik. To je usodna zamenjava. O brezno nespameti, o umazanija nezvestobe, grdobija nehvaležnosti in grozota žalitve, vzklika sveti Janez Krizostom o grehu. In da je hudobija popolna, pomislimo na to, da nas Bog stvarnik tudi v času greha nosi v svojem naročju. Saj nas vzdržuje pri življenju, nas trenutek za trenutek ustvarja, nam daje bit. Ali moramo izmeriti hudobijo
ko Boga zlorabljamo za greh in ga prisilimo na sodelovanje pri našem grehu. Saj bi se v trenutku pogreznili v nič, če nas ne bi Bog ohranil pri življenju. Med nami in Bogom je taka življenjska povezanost, kakor da vmes ni nikogar. O tem nas uči Jezusova prilika o vinski trti in mladikah. Naj stopi še pred nas izbira ali odločitev ljudstva na Veliki petek pred Pilatovo palačo. Koga naj vam izpustim, Baraba ali Jezusa? Vsi rečejo Barabo. In kaj naj storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? Vsi zavpijejo, križan naj bo. Prikličimo se še v spomin prizor na Oljski gori, srečanje med Jezusom in Judom. Izdajalec se je dogovoril za znamenje, koga bom poljubil, tisti je, njega primite. In tako je pristopil k Jezusu in ga poljubil. Jezus mu je rekel, s poljubom izdajaš Sina človekovega. To je greh. Izdaja in prodaja Boga za srebrnike časti, oblasti, uživanja ali izživljanja. V svetovni literaturi je znan prizor iz Shakespearjeve drame ali tragedije Julij Cezar. Ko Cezar zagleda med zarotniki svojega prijatelja Bruta, onemi in reče, in ti, moj Brut. Drugih besed nima. Greh je zarota zoper Boga. Če tudi smo v prispodobah hoteli povedati, kaj je greh v odnosu do Boga, moramo vendar priznati, da na vprašanje, kaj je greh, nismo popolnoma odgovorili. Greh je skrivnost. Mysterium iniquitatis. Greh je skrivnost, kako je milost skrivnost. In končno, tretje, kar lahko rečemo o grehu je, da je človekovo hudodelstvo in krivica do občestva, do cerkve. Vsi smo eno skrivnostno Kristusovo telo. Rano na enem udu čuti vse telo. Tako je tudi z grehom. Noben greh ni nekaj individualnega. Vsak greh prizadene vso cerkev, vse človeštvo. Greh enega jemlje moralno moč drugemu, ga slabi in ustvarja pogoje, da drugi lažje greši. Vsak greh ima socialno dimenzijo, je kakor padec kamna v mirno jezero. Vsak gladina ga občuti, dokler zadnji val ne privalovi do obale. Prav je, da pri tem pomislimo na sodobno socialno zlo, naprimer na pohujšanje. Pohujšanje je potuhnjena, nema in uspešna vaba, je anonimno nagovarjanje in spodbujanje k grehu, ki ga marsikdo ne bi storil. Je zastrupljanje javnih vodnjakov ali živih vodnih vrelcev. Ljudje pijejo smrt, ne da bi se tega zavedali. Ko pa se zavedo, je prepozno. Sveti Avguštin pravi, nič ni slabšega od slabih kristjanov. Slabi kristjani smo pohujšanje. Vsem nam je znana Gospodova obsodba za pohujševalca. Bolje je zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. To pomeni, pohujševalec zasluži največjo kazen. Pomislimo na pornografijo vseh vrst, bodisi v kinu, tisku, televiziji, na internetu in podobno. Morda nam vest vsega tega ne učita, ali vsaj nekaj velikega ali težkega, hvala Bogu. Toda poleg velikih ali smrtnih grehov so tudi mali grehi. To so slabosti, ki nas stalno spremljajo, počasi in neopazno spodkopavajo temelje naše duhovne stavbe. Mali greh mora počasi naše življenje popolnoma spriditi. Pravimo, saj ni nič hudega, saj je mala stvar. Toda prav v tem samoopravičevanju je usodna zmota.
ko se zaskalimo, je tudi mala in nepomembna stvar, a nas močno zaboli. In če pride do infekcije, lahko postane usodno. Iz malega raste veliko. V malem grehu tiči veliko zlo. To potrjuje razvojna pot Judovega greha. Juda je bil v začetku tudi dober apostol. Evangelist pove, da mu je bila zaupana blagajna, iz katere pa je počasi izmikal. V začetku morda samo drobiž, a pozneje je za 30 srebrnikov prodal svojega učenika. Mali greh je za velikim ali smrtnim grehom prvo največje zlo. Z malim grehom na stežaj odpiramo vrata velikemu ali smrtnemu grehu. Pomislimo samo na opuščanje molitve, na neodgovorno popuščanje enemu ali drugemu nagnjenju, na podajanje v nevarnost ali grešno priložnost. Kdor nevarnost ljubi, se bo v njej pogubil. Ne bom in tudi ne želim naštevati možnosti za vse naše padce, za naše grehe. Vem to, da je bilo dolgo naštevanje, daljše, kako so najdaljše litanije. Torej na koncu vseh litanij molimo jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, podari nam mir. In to naj se uresniči v postnem, spokornem bogoslužju, v zakramentu sprave ali spovedi, kjer bomo po vzgledu svetega Avguština še pred letošnjo veliko nočjo izročili svojo preteklost Božjemu usmiljanju, sedanjost Božji ljubezni, prihodnost pa Božji previdnosti. Tako in samo tako bomo doživeli svojo veliko noč in praznik vstajenja.